Kje je boljša, kakor da ti namažeš na kruh malo masla pa slovenskega meda na vrh, pa to poješ. Spravim, standard pri pridelovanju hrane mora biti visok. Čedalje več teh administrativnih zadev je, s katerimi se morajo ukvarjati tudi kmeti. Prva naloga zbornice je to, da skrbi, resnično skrbi za potrebe slovenskega kmeta. Veste, ni dovolj reči kmečki ženi samo hvala, je treba poskrbeti tudi za njen socialni položaj. Včasih si hitro priletel do tistega cilja, je bila ko avtocesta, včasih je bilo pa treba imeti zelo fajno glodane kolena. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta V sredini. Moja gostja je Janka Lipušček-Miklavič, najbolj znana kot direktorica Mlekarne Planika, še zdaleč pa ne samo to. Gospa Miklavič, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem odkrila vrsto člankov in prispevkov po vaši upokojitvi. Ko ste se torej poslavljali kot direktorica Mlekarne Planika, kako se imate v pokoju? Če zelo pošteno odgovorim, zelo lepo. Drugačno življenje in zdaj imajo prednost tiste stvari, za katere prej ni bilo čas, ko sem bila še v službi, oziroma je bilo za nje manj časa. In pa kar je najbolj, kar rečem, da je fajn, to, da je glava bolj ne prazna, ampak bolj lahka, ker prej je bila polna skrbi, polna problemov, polna iskanja rešitev, kar je normalno in prav, ko si na takem položaju. In zdaj se pa lahko, kot sem že rekla, posvečam drugim stvarem in spim po noči, ko prej so bili moje noči, kar bom rekla zelo brez spanca, in še to en problem sem imela, pa verjetno ga imamo vsi tisti, oziroma tisti, ki se soočajo s to nespečnostjo, da so vsi problemi po noč nerešljivi zjutraj, ko se zbudiš, oziroma ko ostaneš pa rečeš, koliko si nor, se da na tak in na tak način prav enostavno rešiti. Po noč pa ne vidiš rešitve, tako da, ja, lepše se imam, no. Spomnim se enega intervjuja z vami izpred več let, ko ste opisovali to predanost svojemu delu in poslanstvo podjetja. Ste odhajali iz podjetja zadovoljstvo, mirni, da ste dosegli zastavljeno, je ostala mogoče kakšna nedokončana naloga? Ja, bom tako rekla, odšla sem s popolnoma čisto vestjo, mirno vestjo, kar se mi zdi, da je zelo pomembno, zato tudi verjetno toliko lažje zdaj živim, ker se mi zdi, da sem za to mlekarno dala vse, kar sem lahko dala, oziroma kar sem bila sposobna, kar sem znala in kar sem zmogla. Sigurno je pa skozi polno takih stvari, ker so ostale nedokončane oziroma nedorečene, in to je pa naloga tistih, ki so prevzeli moje mesto oziroma ki nadaljujejo s tem delom v mlekarni. Fajn se mi zdi pa to, da je mlekarna, ki sem jo pustila v zelo dobri kondiciji, tako in drugače, da je postala, da nam je uspelo realizirati zastavljene, vse tiste glavne zastavljene cilje, to je vrniti premoženje nazaj, ker vemo, da smo se ukvarjali od Kraš Planike pa do vsega tega, kar je sledilo, da smo stabilizirali poslovanje, da smo uspeli odkupiti vse tisto, kar je bilo pridelano v Posočju in potem tudi predelati in potrošniku zavesti, da se v Posočju res proizvaja kvalitetno mleko, ker so tudi lastniki mlekarne preko kmetijske zadruge v Tolminu tudi imeli neko garancijo, da bodo tisto, kar bodo doma namolzli, lahko tudi prodali in dobili, kolikor se je dalo možno pošteno plačilo, in da smo utrdili to blagovno znamko tudi zavesti potrošnikov, ker na koncu koncev smo vsi odvisni oziroma so tudi zdaj odvisni od tega, kaj potrošnik kupuje, izbira na policah. In če bo izbral proizvod, pomeni, da bo ta proizvod prodan in da bo potem mlekarna dobila denar za to in potem lahko dala tudi nazaj lastnikom, kmetom, dobaviteljem in ne nazadnje tudi investirala v nadaljnji razvoj. Tako da ja, polno izzivov, ampak prehojena pot ni bila lahka, ampak kar tako, še enkrat rečem, z mirno vestjo se oziram nazaj na njo. Ta lokalni pridih je zelo zaznamoval vaše delo oziroma mlekarno pod vašim vodstvom, ne? Ja, veste, tako mi smo začeli takrat po stečaju Kraš Planika, in se to sem že
1000-krat povedala, pa še enkrat povem, noben ni vedel za mlekarno Planika v Kobaridu, ker je pač takrat prej Kraš Planika vse mleko, ki ga je odkupil na tem področju, odkupila takrat Kraš Planika predelal mleko v prahu in mleko v prahu je šlo v Kraš za njihove proizvode. Dobro delalo se je maslo, pa polnilo konzumno mleko v vrečke, ostalega pa niso delali in tudi niso rabili, ker so imeli trga, ne. Ta stečaj pa je obrnil zadeve na glavo in je res takrat postal velik problem, kam z mlekom, ki se ga namolze v Posočju. In takrat najbližje mlekarne, ki so delovale, to je bila Vipava, Ljubljana, niso bile pripravljene odkupovati tega mleka, zato je kmetijska zadruga takrat v Tolminu ustanovila to zdajšnjo mlekarno Planika, ne. In tudi tu moram na tem mestu reči, da vsaka čast za ta pogum, voljo, ki so jo kmetje z pač vodstvom zadruge izkazali, da so to v bistvu rešili, da se je pač rešilo to, jaz bom rekla, da je 95. leto bilo, 1995. leto, kar prelomno leto za kmetijstvo v Posočju, ko se je pač ustanovila ta mlekarna in s tem zagotovila tudi odkup mleka. In takrat smo rekli, da nismo imeli nič v rokah, razen ogromno volje, želje, da nam uspe, da s tem, kot sem že prej rekla, omogočimo preživetje kmetov v tej dolini in zato smo rekli, bomo začeli delati tisto, kar najbolj znamo, sir, skuto, maslo se je že prej delalo, sem že omenila, in poudarjati to, da je to pridelano v lokalnem področju, na lokalnem območju in predelano v lokalni mlekarni. In takrat smo res bili krvavi boj, ali pa ne vem, kako bi temu rekla, bili smo eni prvih, ki smo začeli poudarjati, da je doma pridelana hrana res najboljša, ker je prilagojena našim okusom, da je narejena iz domačih surovin, da ni zato potrebno ne vem koliko kilometrov prevoziti, da lahko prideš do surovine in potem do izdelka nazaj do trgovine in rekli smo, da je to, zato slovenski potrošnik mora to vedeti, mora to izvedeti in res smo orali kar ledino takrat. Jaz se spomnim, da če si včasih kakšnemu povedal, da je mleko iz Posočja, ga prav zelo ni zanimalo, ne? Zdaj pa je že pomembno, da je iz Posočja. In to je eden izmed tistih, če rečem tako, uspehov, ki se mi zdi, da je tudi kar pomembno vplival na življenje in delo ne samo slovenske mlekarne, ne samo mlekarne Planika, ampak tudi ostalih živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji. Zdaj bom dala eno tako mogoče malo provokativno iztočnico, ampak še vedno se zgodi, da marsikdo ceni bolj kokosovo mast kot maslo iz mlekarne Planika, recimo. Ja. Jaz to zelo težko slišim, ker pač včasih je bila margarina tista, ker je bila in, če tako rečem, če popravim ta izraz, potem si ugotovilo, da margarina ni to, ampak da je res, ni bilo maslo na zatožni klopi, Zdaj je pa maslo spet nekako prišlo v ospredje in kot ste že rekla, žal je pa še kar nekaj takih, ki ceni, ki drugega kot maslo, ampak kje je boljša, kakor da ti namažeš na kruh malo masla pa slovenskega meda na vrh, pa to poješ. In tudi ta boljši kuharji, recimo, tu bom kar povedala, Ana Roš uporablja v svoji kuhi samo maslo iz mlekarne Planika. In to tudi nekaj pomeni, nima zastonj Mišelinovih zvezdic. Ja, vsekakor. Seveda je pomen lokalno pridelane hrane izjemen, ki ni prepotovala na tisoče kilometrov, tudi z vidika varovanja okolja, ki je zdaj tako v ospredju, je to pomembno. Se vam zdi na drugi strani, vsi se zavedamo tega, da je prav, da jemo tako rekoč iz domačega vrta, ampak po drugi strani se vam zdi slovenska hrana za ljudi dovolj dostopna, cenovno in količinsko? Jaz bom tako rekla, žal je postalo tako, da se zdaj, recimo, če povem za mlekarsko in za mlečne proizvode, od 100 evrov, ki jih namenimo za nabavo mlečnih proizvodov, kar 52 evrov nameni za nabavo blagovnih znamk, pač blagovnih znamk, trgovskih blagovnih znamk. In trgovske blagovne znamke je še ena žalost ta, da čedalje več niso slovenske, ampak prihajajo iz tujine. In zakaj tako? In zakaj potrošnik posega po tistih cenejših, po tistih trgovskih blagovnih znamkah, zato ker so cenejše. In cenejše so pa zato, ker so naša podjetja, živilsko-predelovalna podjetja, obremenjena s tolikimi dajatvami,
na plače, na drago energijo, vse standardi so višji kot druge, kar je, jaz pravim, standard pri pridelovanju hrane mora biti visok, ker na koncu proizvajaš hrano, ne tam žeblja, ker je vseeno, dobro, tam ne more biti preveč zvit, ampak je drugačka, ker če se ti heca, tu ni heca, no, ampak vseeno so stroški dela, stroški proizvodnje toliko višji, kakor drugot in enostavno ne moreš konkurirati. In jaz razumem, mislim, mi je žal, da nekateri potrošniki si enostavno ne morejo privoščiti tega, kar je katastrofalno za moje pojme, ker na koncu mogoče se premalo zavedamo tega, da kmetijstvo ni samo kmetijstvo, ki proizvaja neko hrano, ampak je tudi panoga, ki skrbi za obdelanost podeželja, za poseljenost podeželja, zato tudi, da je lahko Slovenija lepa. Slovenija bo lepa, dokler bo obdelana. Grmov se nam verjetno ne bo, tudi tujci ne bodo hodili gledati, ne? In že tega je danes bistveno preveč. In zato bi tudi mogli z drugih ministrstev se zavedati, koliko je pomembno kmetijstvo in predelava hrane, na koncu koliko je pomemben slovenski kmet, ki skrbi za slovensko zemljo. Se vam zdi torej podcenjen, je pogled družbe še vedno podcenjujoč na kmeta? Še zmeraj. Zato, ker mene grozno moti, ko se govori, koliko narod dobi kmetijstvo. Ampak to ni tisto, da to si razdelimo, ali razdelijo kmetje, ali pa živilsko-predelovalna industrija med sabo. Še zmeraj je to premalo, ker, lejte, če bi bilo to dovolj, se ne bi opuščale kmetije, kakor se opuščajo, se ne bi zaraščali predeli, kakor se zaraščajo, bi bilo več mladih prevzemnikov. In to je škoda, da družba nima pravega pogleda na vse to. Se ne rečem, da vsi, ampak marsikdo pa napačno razmišlja o tem, mogoče smo pa tudi mi premalo, kako bi rekla, agresivni pri osveščanju tega. Bi mogli skupaj z državo, z institucijami, ki skrbijo za kmetijstvo, za predelavo hrane, biti bolj agresivni, bolj poudarjati potrošniku oziroma prebivalcem Slovenije, kaj je kmetijstvo, no. Vi tudi ne samo teoretizirate, se lahko poistovetite s temi težavami, vprašanji, dvomi, ker imate tudi sami kmetijo, ne? Seveda, doma sem z kmetije, to sem skozi bila ponosna, da sem doma z kmetije, ker sem se naučila marsikaj, ne? In tudi, ko sem delala v mlekarni, sem razumela potem od začetka, potek delovanja od začetka do konca. Vedela sem, koliko truda je treba vložiti za liter, pri nas proizvajamo mleko, za liter namovženega mleka, ma tudi na koncu, koliko truda je bilo treba vložiti za to, da smo ta proizvod, ki je nastal iz tega mleka, prodala, ne. In potem lažje razumeš zgodbo in ti potem lažje tudi, ko si na takem položaju, kakor sem bila jaz, kot sem že rekla, razumeš obe stvari. In moti me, če dalje več teh administrativnih zadev je, s katerimi se morajo ukvarjati tudi kmeti in včasih, verjemite ali ne, še me ne predstavlja marsikakšna zadeva problem, ki je pa nekdo, ker nikoli ni živel v teh administrativnih, če rečem tako, se soočil s temi administrativnimi zadevami in verjamem, da mu je to izjemno težko in se zato na koncu zapravi preveč časa in z ne vem kakšnimi ne prevelikimi učinki, namesto da bi se v tem času delalo kaj drugega. Vi verjetno tudi med znanci oziroma okoliškimi kmeti veljate kot človek, ki ima vse to, kar zdaj opisujete v mezincu. Se kdaj kdo obrne na vas, mogoče s kakšnimi vprašanji, tudi administrativnimi? Ja, veste, pomagamo si eden drugemu. Sploh pri nas je, kar se tiče, mi živimo na kmetiji v vasi, živimo v vasi Zatolmin, ker je za naše področje zelo značilno, da imamo v poletnem času krave na prepaši na planinah in tudi tam je potrebno kar nekaj teh zadev administrativnih porihtati in tam delujemo kot pašna skupnost, smo agrarna skupnost in delujemo skupaj in normalno, da te pač papirnate, če rečemo tako, papirnate zadeve porihta tisti, na kateremu predstavlja manjšo oviro. In tu tudi sodelujem zraven. Tako da mi pa ni težko, me pa v veselje in če veš, da nekaj lahko pomagaš, da nekaj lahko narediš za skupnost, na koncu je to tudi samo dobro za tvojo dušo, če smo pošteni. Ste novopečena članica Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice. Kje vidite možnost za izboljšave trenutnih razmer, mogoče v zvezi s tem, kar zdaj opisujete? Kje vidite mogoče to možnost, da boste vplivali na spremembe, ker gre vendarle za velik mehanizem? Ja, to gre za tako velik mehanizem, da upam, da ne vem, koliko imaš možnosti, ampak če poveš tisto, kar te teži, vse poslušati te morajo, vse učinki
vprašanje, kakšni so, ampak če si dosti trmast ustrajen, kar Tolminci smo, ne, se imamo to puntarsko kri v sebe, mogoče kdaj tudi kaj uspe. Jaz si predstavljam, da je, lejte, če rečem tako, 70 do 75% slovenskih kmetij živi v gorsko, pač v tem območju z omejenimi dejavnikami. To pomeni, da je pridelava, kar se prideluje, ne samo mleko, meso, pač s tem, kar se ukvarjajo kmetije, bistveno težje kot drugod. To pomeni tudi to, da so to obrobna območja obdelana, to, kar sem prej govorila, da niso zaraščena, da so na koncu vasi še poseljeni. Recimo za naš konc, branimo, če rečem tako, zahodno mejo, če smo tam. Če nas ne bi bilo, nič ne bi bilo več. Ne? Živ primer je Benečija, ker je, lahko rečem, cela zaraščena. Ne? In, če bo šla zadeva tako naprej, se bojim, da bo ta trend tudi pri nas se še bolj intenzivno dogajal. Zato mislim, da je prva naloga zbornice to, da resnično skrbi za potrebe slovenskega kmeta na vseh področjih. Ne si bo na administrativnih, na vseh davčnih in vseh ostalih, s katerimi se soočajo slovenski predelovalci, slovenski kmetje. In mislim, da je tu naloga zbornice kar velika, oziroma da bi mogla biti kar velika, in zato se bom borila, zato ker so pomembne, izjemno so pomembne velike kmetije, veliki proizvajalci, ampak ravno tako imajo izjemen pomen male, srednje kmetije, ker se tudi na koncu, če se štejemo vse skupaj, kar nekaj pridela. Kaj morda najtežje spoznanje, s katerimi se človek sooči na neki odgovorni funkciji, zdaj morda v KGZS, prej na položaju direktorice? Verjetno obstajajo trenutki in situacije, ko se človek počuti, da ima zvezane roke. Ja, zlokrat. Velikokrat si tako situacijo, ampak kot sem že prej rekla, če veš, če ti postaviš jaz sem si ponavadi tako postavila nek cilj, ne? In včasih si hitro priletel do tistega cilja, je bila ko avtocesta, včasih je bilo pa treba imeti zelo fajno glodane kolena, pa se znati pobrati in vzdihniti, še večkrat se odpočiti, da si prišel, tako kakor si predstavljate, če bi šel, ne vem, gor na Krn, ne, pot ni skozi lahka, ne, ampak če si želiš, da ga boš osvojil vrh, ga boš osvojil. In isto je tu pri teh zastavljenih ciljih v firmi. In jaz mislim, da če v tebi dosti močna volja, da imaš dosti jasno, kakor sem že rekla, postavljene cilje, in kar je še zelo, zelo pomembno, da imaš za sabo ljudi, ki te pri tem podpirajo, da imaš ekipo v firmi, na zbornici, tudi kmete, ki povejo, ki jih muči, in potem, da to potem predstaviš naprej, je potem tudi pot do osvojitve tega cilja lažja. Je pa res, da včasih ti ne uspe, prav tako, kakor si zamislil, in takrat si res razočaran, ampak potem moraš imeti pa v sebi to, da znova in znova probaš, poskusiš in vse približati se tistemu, kar si zastavil. Ker na koncu to pomeni, da če ti nekaj dobrega narediš, ne narediš samo za sebe, za svoje okolje, ampak za širšo skupnost. Kar se mi zdi, da je tudi mora nekaj pač veljati. Tukaj imam napisano vprašanje, kar tudi pogosto zasledim, ampak ne slišim, da bi se veliko govorilo ali urejalo to področje, in sicer položaj žensk v kmetijstvu. Sami imate konec koncev tako izkušnjo, ste pa verjetno ena izmed redkih, ki ste prišli tako do izraza. Sploh, če gledamo z dohodkovne strani, so ženske v kmetijstvu zelo zapostavljene. Veste, ni dovolj reči kmečki ženi samo hvala, je treba poskrbeti tudi za njen socialni položaj, ne, za njeno primerno plačilo, bi moglo biti poskrbljeno, kar pa ni. Glejte, kmečka žena, mislim, da je, če imam v glavi prav podatek, 29% v Sloveniji nosilk kmetic, kmečkih žena. Tudi jaz doma sem nosilka kmetije, ne, ker pač se mož preženil na kmetijo. In bom tako rekla, da je njeno delo premalo cenjeno. Žena je tista, ki je od jutra do večera v akciji, v pogonu, če rečem. Ni samo gospodinja, pomaga tudi pri delu na kmetiji, v hlevu, skrbi, je nabavnik, če se tako lahko izražam. Potem skrbi za to, da je za vzgojo otrok, in nekje sem enkrat prebrala, kar mi je bilo zelo všeč, ko je bilo napisano, da je bila
slovenska kmečka žena, ena izmed njenih velikih zaslug je tudi ta, da si je v bistvu ohranilo to slovenstvo, ta slovenski jezik, tudi skozi njo, ker je pela slovenske pesmi, pripovedovala pravljice svojim otrokom, jih vzgajala in na koncu, jaz sem tudi nona že, pri nas rečemo stara mama, no, nona. In a veste, koliko je fajn, da ti lahko vnuka naučiš, ne vem, speč kruh ali pa iti na vrt pa nekaj narediti na njem, a ne, ker se to potem prenaša naprej na naslednje rodove. In to mislim, da je ta dan 15, ker ga praznujemo kot dan kmečke žene, da se samo okrog tega dneva govori nekaj o kmečki ženi, drugače čez celo leto pa pozabljamo na njen pomen, na njen vpliv, na njeno delo, na njen trud na koncu. Kakor še enkrat rečem, ni dosti samo beseda hvala, to je treba finančno tudi drugače speljati, da bo žena na koncu, ko pride do tam, ko ne more več toliko delati, da lahko marsikatera niti ne plačuje vseh prispevkov, da nima na koncu nič več, da je odvisna od moža, partnerja, otrok in tudi če dobi tisto kmečko pokojnino, ki bodimo pošteni, je zelo majhna, da ni pošteno, da je samo tako malo nagrajena za vse svoje življenjsko delo, ki ga je vložila v to, pa ne samo v svojo lastno kmetijo, za svojo lastno družino, tudi za širšo skupnost. In tu mislim, da bi mogle biti žene bistveno bolj povzdignjene in spoštovane. No. Si boste tudi za to prizadevali? To bo sigurno ena izmed mojih nalog oziroma zadev, za katere se mi zdi prav, da se povzdigne glas in se da pravo veljavo slovenski kmečki ženi. Eno izjavo bom citirala vašo, povezano s tem, da je največja dota, ki jo starš lahko da otroku, to, da ga nauči delati. Zakaj tako pravite? Ja, zato, ker sem bila sama tako naučena, zato, ker sem sva z možem sama vzgajala tudi v tem duhu tudi svoje otroke in upam, da bodo tudi otroci svoje otroke tako vzgajali. Ker lejte, jaz sem tako rekla, če ti otroka naučiš delati, pa ne mislim samo na kmetiji, mislim tudi, mu vzgojiš delovne navade, potem mu ni nič težko, mu ni težko se učiti, mu ni težko napredovati, mu ni težko stopiti čez, ko je težko. In če zna delati, če bo v življenju mogel delati, ne bo siromak. Če pa ne zna delati, bo pa ob prvem večjem problemu, mi rečemo, obcahal, obupal in ne bo šlo naprej. Ne? In mogoče, lejte tudi, ko se pač dobiš partnere, ko se poročiš, pride drugačen način življenja, drugačno življenje in mogoče tudi, če si ti naučen malo potrpeti, malo biti pripravljen pomagati eden drugemu, je tudi v zakonu bistveno lažje. In ne bi bilo mogoče tudi, ne vem, se zdaj karikiramo, ampak toliko razhodov v teh naših družinah oziroma toliko problemov, ker če si ti od malega naučen, kakor sem že rekla, pomagati eden drugemu, delati, biti pripravljen pomagati, je potem tudi v življenju potem lažje in tudi v službi. Lejte, vemo, se soočaš, ko smo sprejemali, čeprav za naš konc moram reči, da so bili zelo pridni delavci, ampak hmal si ga videl tudi v firmi, a je bil doma ki vajen, če rečem po naše, ali ni bil vajen nič in se je mogel šele v službi učiti. In to tudi kar nekaj pomeni. In jaz mislim, še zmeri trdim, da je res največja dota ta, da ga naučiš delati, da mu proizvojiš delovne navade. Tako dolgo ste bili, ker ste omenili ravno delavce, direktorica, da ste imeli mogoče tudi en pogled v generacije, kako se posamezne generacije, kako pristopajo do dela. Ja, lejte, tu ne bom sigurno, ko sem prišla v mlekarno, prvo sem bila 10 let vodja komerciale, potem sem bila pač toliko let kot direktorica. Veste, da mi je bilo od začetka kar malo težko, ker v glavnem sami starejši delavci v mlekarni in so to bo pa kar zalogaja, ker te lahko, ker določenih, normalno tudi, če sem živela in delala na kmetiji, pač določenih faz postopkov, procesov nisem poznala. Ampak na koncu smo dobili, pač dobiš z tisto željo, to je spet tisto delo, ko se moraš tudi ti učiti. Jaz sem šla skozi proizvodnjo in to je bil za mene največji faks, ko so me poslali lastniki, da sem bila 1 leto poleg vodja komerciale še vodja proizvodnje in takrat sem jaz naredila, doktorat, ne bom rekla samo magisterij, ker sem se naučila
naučila faz postopka in sem vedela, koliko truda je treba vložiti za eno fazo dela ali pa za drugo. Ne? In potem, ko pa prideš na to mesto, ko sem potem prišla, lahko zahtevaš od delavca, če pa prej ne veš, tega ne moreš narediti. In tudi mladi, ko so prihajali, bom rekla tako, so se soočili verjetno z enakimi problemi, kakor sem se jaz, ko sem stopila med te izkušene delavce, ampak nekako so se potem prilagodili. A veste, ker to je tudi tak način proizvodnje, da če v sirarni sta dva sirarja, če bo eden delavc še za ta unga, ne bo mogel narediti vsega in tudi sir ne bo tak, kakor bi mogel biti, ker pač ne bo mogel slediti postopkom, ki te, če ne prehitevajo, če si sama. Ne? In zato mislim, da je bil ta proces uvajanja v postopke dela tudi mlajših, ni bil toliko zahteven, kakor bi sicer bil. Ne? In jaz moram reči, da tudi z mladimi, na koncu sem ostala najstarejša v firmi, predtem sem šla v penzijo, se počutiš kot neka mama vsem ostalim, ampak še enkrat lahko trdim, da v Mlekarni Planika so bili in so res zaposleni pridni ljudje. No. Kaj pa odnos do dela skozi generacije? Kak je drugačen pri mlajših generacijah kot mogoče leta nazaj, pri starejših? Jaz nisem, zdaj, kar mi govorijo moji kolegi, direktori še, se ta odnos zgleda spremeni. Jaz sem verjetno malo ušla temu, in sem imela to srečo, da sem ušla, zato ker, lejte, pri nas marsikdo, ki je prišel prositi za službo, ni prvo vprašal, koliko bo imel pa plače. Zdaj pa je, da je to vprašanje kar pogosto, pa kakšen urnik bo imel, pa kakšne pravice bo imel, ampak je treba vprašati tudi za dolžnosti, ne samo za pravice. In to se mi zdi, da se spremenja. Vse, kar slišim iz strani mojih, kakor sem že rekla, bivših kolegov. Jih kaj pogrešate? Delavce ali moje kolege. Pač prejšnjo službo in predvsem ljudi, ker vedno poudarjate, ste vedno skromni, pravite, da mora imeti uspešen vodja za sabo ekipo ljudi. Ja, sigurno. Včasih jih pogrešam, a veste kako, sem pa tako, nisem človek, da bi lahko bila samo doma, če sem prav poštena in še zmeraj sem malo vključena v to. Mi imamo tam na Primorskem, je 10 podjetij, ki smo oblikovali res takrat na mojo pobudo eno tako neformalno druženje po Primorsko, letos smo jo dodali še Klapa dobrih okusov in to so same slovenske firme, ki so še zmeraj v slovenski lasti, živilsko-predelovalne in 3 kleti imamo zraven, od Vina Krasa, Vina Kopra in Brd in se družimo, se srečujemo, ni to samo neko druženje tako zato, ker nam je fajn, ampak zato, ker si potem firme eni drugi tudi pomagajo, prodajajo svoje proizvode v svojih trgovinah, si pomagajo pri raznoraznih izzivih, ker jih je vsak dan veliko in to potem nisem kar pretrgala teh vezi in je mogoče mi zato lažje. In tudi izjemno sem vesela, ko srečam kakšnega bivšega sodelavca oziroma zaposlenega v Mlekarni Planika, da še kakšno rečemo, poklepetamo, ker se mi zdi, da kar odrezati bi pa zelo, zelo, zelo težko, da bi mi bilo hudo. Veliko pozornosti sva posvetili lokalno pridelani hrani, pa vendar me zanima v zvezi s hrano še en poudarek. Znamo ravnati s hrano? Jaz se bojim, da včasih ne. Lejte, gledamo, mi ko gremo v trgovino, to sem zlokrat izjavila, prevečkrat gledamo, koliko centov je ta dražji jogurt, koliko je ta cenejši, če ostanem na mleku, ker sem pač tam bolj doma. Pa ni važno, za ostale proizvode tudi velja isto. Jaz sem povedala, da žal nekateri si tega ne morejo privoščiti, ampak jaz vedno sem polagala in polagam na srce to, da dajmo kupiti toliko, kakor rabimo. Se ni treba, da kupiš pol kile sira, če ga boš pojedel 10 dekov. Daj kup 10 dekov in potem ti ga pojej, tudi če ga malo dražje plačaš, ampak boš še zmeri prišel cenej skozi, ker če ga kupiš pol kile in ga potem 30 dekov zavržeš. In to se mi zdi škoda, ker hrana na koncu je ena velika dobrina in bi mogli delati z njo kot z dobrino. In to mislim, da nas čaka še kar nekaj truda, da bomo spoznali tole in da bo te zavržene hrane postalo manj, ker mislim, absolutno jo je preveč. Tako da, tu polagam kar vsem na srce, bodimo malo zmerni, ko kupujemo in tisto, kar kupimo. In na koncu, če danes kuhaš mineštro, zakaj ne bi jedel še jutri, ne dodaš še nekaj drugega zraven, pa lahko poješ, pa ne zavržeš. Pa se
ob koncu vrniva na začetek. Pravite, da ste mirnejši, pa vendarle zdaj, ko govoriva, ste zelo aktivni, pravite, da ne morete biti pri miru, imate kmetijo doma. Kako potem izgleda vaš dan v pokoju? Zanimivo. A veste, se še enkrat rečem, mogoče je v človeku to, da te nekaj žena. Res včasih se mi zdi, da sem pač kar preveč reči si že zdaj spet nabrala zraven. Zdaj malo za hec rekla, mogoče je to fajn, da je za to za prilagajanje mojemu možu, da ne bo kar cel dan, da ne bom čepela zdravnika, ker je bil prej naučen, da mi velikokrat ni bilo to malo za hec. Ampak se mi zdi, da če dobro, recimo sem aktivna na krajevnem področju, na lokalnem področju in pa tudi malo, kot ste menila, zbornico, pa zadružno, pa take zadeve. Ampak se mi zdi prav, če lahko, ker mi čas bolj dopušča zdaj, da če lahko ti nekaj pripomoreš s svojim delovanjem oziroma s tem, kar lahko pomagaš, za ki ne bi, če lahko. In to me tudi izpopolnjuje na koncu in se mi zdi, da mi dela moj dan lepši, popolnejši in da verjetno bom taka, dokler bom lahko, ker se mi zdi, da bi bilo škoda ne povedati tistega, kar čutiš, kar znaš in iz katerega, mislim, tudi na podlagi nekih izkušenj in za ki ne bi se, kot so prej se pogovarjali o kmečki ženi, povedala iz prve roke, koliko je treba, koliko dela, koliko vsega je treba eni kmečki ženi vložiti za to, da zadeve tečejo normalno naprej. In to se mi zdi, da mi imamo nekako, se mi zdi, da si rojen z neko nalogo in da s tisto nalogo moraš živeti naprej in iz tebe mora izžarevati neko poslanstvo in da vsak bi se mogel oziroma tisti, ki ima možnost potruditi za to, potem bi bilo nam verjetno tudi v sobivanju, v skupnosti, v tistih področjih, kjer si doma lepše in lažje. Lepo zaključno sporočilo, gospa Lipušček-Miklavič, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam, pa vse dobro tudi vam na vašem področju.